Dober dan in lepo pozdravljeni v 4. tednu Nove realnosti. Spet smo digitalno povezani na Coffee to Connect in z nami sta Kaja Ciglič, Senior Director Digital Peace pri Microsoftu, in pa dr. Peter Merc, ustanovitelj in direktor podjetja Fintech Factory. Kaja in Peter, lepo pozdravljena. Živjo. Kaja, mislim, da moraš unmutati svoj mikrofon. Živjo. Evo, lepo pozdravljena. Predno gremo na kup vprašanj, ki sem jih jaz pripravila in upam, da bomo obdelali vsaj tretjino. Bi jaz samo pozvala naše gledalce, da kliknejo na ikonco Q&A in postavijo tudi oni kakšno vprašanje. Zdaj, naša današnja tema je digitalno in nova realnost. Nove priložnosti in nove skrbi. Kako se vidva v 4. tednu te nove realnosti soočata s tem? Zdaj, nekako sta oba kar digitalno dobro podkrepljena znanjem, ampak kako vidva delata od doma, opravljata svoje stvari, nakupujeta online, kako vidva vidita ta 4. teden te nove realnosti? Pa bi mogoče ti, Kaja, kar začela. Ja, seveda, mislim, mene v resnici je zelo, se veliko ni spremenilo. Jaz sem že prej veliko delala od doma, v glavnem, po moje sem 4 dni na teden delala od doma, pa sem šla en dan v tednu v pisarno. Edino, kar se je veliko spremenilo zame, je bilo, jaz v svojem delu veliko potujem, pa hodim na različne konference po svetu, po moje tudi do, 50% svojega časa. Tako da največja razlika pri meni je to, da sem ful več doma, kar pomeni, da je naš pes ful happy, psa bo tihar slišati, se oproščam že vnaprej. In da se moramo vsi navaditi, najti načine, kako komunicirati. Če smo se prej dobivali na konferencih, na kavah, na takih stvarih, se moramo zdaj pač ugotoviti, kako se pogovarjati prek spleta, kako uporabljati webinarje in pač veliko večje komunikacije prek e-maila, bi rekla. Peter, ti si pa doktor prava, za pravnike je znano, da morajo imeti zid sleder, da so veliko za knjigam, se pravi, so čisto vajeni tega, da so nekje in v enem prostoru in študirajo. Kako se pa ti soočaš s tem? Evo. Zame ni neka zelo bistvena razlika, samo ta, da sem 2 velika monitorja, s katerima moram delati, sem tako navajen prenesel iz pisarne v svojo dnevno sobo. Tako da sem en stol zamenil za drugega, ampak kljub temu, da sem jaz res velik ljubitelj digitalizacije in vseh digitalnih produktov in vsega možnega, je tudi mene tale hiter preskok v digitalni svet zelo presenetil. To, da moram zdaj s prijatelji igrati poker preko monitorja, pa da tudi gin tonike pijemo na tak način, pa se pravim, tako kot je tudi omenila moja predhodnica, da smo zdaj praktično na komunikaciji preko vseh možnih programov, Slacka, Teamsov, tako sem odkril veliko novih. Tako da ja, nekatere navade so pa ostale še stare. Jaz sem probal recimo spletne nakupe v našem Šparu pa Mercatorju, pa ne pridem na vrsto, tako da določeni procesi, taki življenjski, so pa ostali še vedno old school. Kdaj se je začela, Peter, pri tebi ta ljubezen nad tehnologijami, nad digitalizacijo? Kdaj se je pri tebi to začelo? Jaz mislim, da je ena ta ključna prelomnica v mojem življenju, ne samo zaradi te ljubezni do digitalizacije, ki se je pojavila, je bil moj pobeg iz bančnega sektorja. Jaz sem delal prvih 6, 7, 8 let v bančnem sektorju, vemo, kako zelo rigiden je to, in potem sem šel delati z startupi. In tam sem takoj videl, recimo, kaj je delitvena ekonomija in ta crowdfunding, in kako so lahko finance povezane s tehnologijo, pa neki inovativni pristopi. No in potem, ko recimo povegneš iz ene take institucije, kot je banka, jaz sem delal recimo za NLB pa Hypo, kjer imaš nek tam svoj mikrovrtiček, in potem, ko priješ na svoje, ko se ti odpre cel svet in dejansko lahko študiraš in delaš tisto, kar te res zanima, potem pa začneš odkrivati nova področja. In pri meni je bilo to eno od teh področij, bila digitalizacija. Kaja, ti imaš zelo zanimiv naziv, Senior Director Digital Peace pri Microsoftu. Zdaj, jaz imam tako, da tebe malo spomnim na tvoje bivše mesto, imam jaz takole šalico Seattle, kar nekaj let si živela v Seattlu.
Kaj je v bistvu sploh tvoja vloga v Microsoftu? Če nam na kratko poveš, kaj tvoj naziv pomeni in kaj sploh delaš? Ja, to je zmeraj meni tako zakomplicirano opisati. Jaz vodim eno ekipo, ki sedi v glavnem v Seattlu, v San Francisco, jaz sem v Ljubljani, eden je še na Dunaju in naša glavna naloga je povečati varnost in stabilnost interneta. Pri tem se fokusiramo zlasti na to, kar počnejo države, tako laično na področje kibernetskih vojn. To pomeni, da veliko stvari, ki jih delamo z Združenimi narodi, pa na tem mednarodnem področju, probamo države prepričati, da sprejmejo omejitve na tem, kaj se lahko počne. Naprimer, trenutno je, kar počnemo in kar promoviramo, je to, da bi želeli, da bi se sprejelo zelo jasno pravilo, da se na spletu ne napada preko spleta, ne napada bolnišnic, naprimer, to zelo topical, se pravi relevantno. Delamo pa dosti tudi z industrijo, naprimer smo bili ustanovna članica Cyber Security Tech Accord, ki je tudi neka taka iniciativa, s katero poskušamo dvigniti raven varnosti in etične standarde tudi na tem, kaj dela industrija. Dosti delamo pa tudi s civilno družbo. Recimo lani smo ustanovili Cyber Peace Institute v Ženevi, ker je neka neprofitna organizacija, ki naj bi tudi na tem področju delala, da bi pomagala žrtvam kibernetskih napadov, tako nasplošno. Kako se pa vama zdi zdaj, govorili smo o digitalizaciji, saj pri nas zadnjih 5 let, potem pa kar naenkrat čez noč se je moglo vse preseliti na splet. Kako se vama zdi, da je tukaj odreagirala Slovenija, Slovenci? Meni se zdi, da smo kar nekako vsi preklopili in če je le možnost, delamo od doma, imamo vsa orodja. Kakšen se je vama zdel ta preskok v Sloveniji? Pa mogoče kar Peter. Zdaj odvisno, gledamo iz vidika posameznika ali iz vidika podjetij. Posamezniki smo se hitro navadili na spremenjene okoliščine. Mene bolj zanimivo to spremljati z vidika podjetij, recimo tudi kot pravnik z vidika zakonodaje. Recimo zelo zanimiv je podatek, da prvi zakon o elektronskem poslovanju v Sloveniji je prišel ven leta 2006. In že tisti zakon recimo je dal pravno podlago za elektronske podpise. Mi danes vidimo, da veliko podjetij, pa seveda ne smem govoriti o imenih, ampak veliko podjetij, tudi takih digitalnih, imajo še zdaj procese nastavljene tako, da naročnine oziroma nove stranke pridobivajo samo s fizičnimi podpisi, torej da mora stranka fizično priti v poslovalnico ali pa da podjetje pošlje nekoga v podpis. Zdaj seveda v taki situaciji je to problem. Kot sem rekel, ta tehnologija obstaja že 15 let, torej podjetja so imela 15 let časa to nastaviti. Zdaj, če gre za neka podjetja iz neregulirane dejavnosti, se da to hitro rešiti. Implementira se neko tehnološko rešitev, spremeni splošne pogoje oziroma pogodbo. Če gre pa za eno regulirano dejavnost, recimo kot so pa banke, zavarovalnice, pa to lahko problem. Recimo v bančnem sektorju moraš to potem spremeniti cel proces oziroma spremeniš produkt cel. Zdaj rabiš en kup soglasij notranjih sektorjev, rabiš soglasje regulatorjev in tak postopek lahko traja 3-4 mesece. Recimo zdaj, če pogledamo, je zelo zanimiv, je bil sprejet zakon o tem, kako bodo lahko potrošniki odložili plačevanje obrokov kredita. Me prav zanima, koliko bank ima zdaj rešeno to elektronsko podpisovanje, ker jaz mislim, da v večini bank, ali pa verjetno celo v vseh, bodo mogli ljudje fizično hoditi v banke to podpisovati. In zdaj seveda, če to implementiramo tudi na ta ukrep prepovedi prehajanja med občinami, vemo, koliko ljudi je šlo zdaj na svoje vikende, so spremenili začasno prebivališče, in bodo mogli spet zaradi enega podpisovanja pogodb prideti nazaj, pa je fizično na banko. In takih primerov, kako bi podjetja lahko bila bolje pripravljena na digitalizacijo, pa niso bila, je kar nekaj, žal. Kaja, pa še tvoje mnenje? Ja, tudi tako čisti iz Microsoftove perspektive. Jaz bi rekla, da smo mi v zadnjem mesecu opazili, da je ne samo opazili, da so vsi odkrili, da je veliko teh produktov, tehnologij že na voljo, tudi tako, kot je ravno kar moj predhodnik omenil, ampak da je zdaj bilo treba zelo na hitro se vključiti, jih implementirati.
In se mi zdi, da je vsem nam kot državi to še kar dobro uspelo. Je pa res, da se je tudi odkrilo, da so pač nekatera področja, recimo zdravstvo, recimo šolstvo, da so kljub temu, da so tehnologije obstajale, bile zelo počasni na tem, kako prenašati do zdaj, prenašati stvari na digitalne platforme, kar je pomenilo, da je bil precej šok. Tudi zato, ker čeprav tehnologije so, ljudje ne nujno vedo, kako jih uporabljati. Tako da recimo znanje in znanje uporabnikov pač je zdaj bila zelo strma krivulja, kako se naučiti uporabljati vse od Teamsov do Zooma, do različnih tehnologij, ki so ratale skoraj nepogrešljive v zadnjem mesecu. Tako da po mojem je šlo dobro, samo je pa razkrilo pač, da izobraževanje je nekaj, kar nam vsem malce manjka. Kako pa vi, Kaja, pri Microsoftu, zdaj, ker si že omenila šolstvo, tle so kar veliki pretresi, tudi starši imamo ali imajo kar velike težave doma, se veliko več zdaj vključujejo v to izobraževanje, kakor so se prej. Kaj vi v bistvu delate na tem področju? Kaj svetujete nekim končnim uporabnikom, se pravi učiteljem, profesorjem? Delate kakšne izobraževanja? Kaj je tle tisto, kar lahko vaše podjetje pridoda konkretno družbi v Sloveniji? Ja, zdaj, na tem področju so različni problemi. Od tega, da nimajo nujno vsi interneta, pri nas v Sloveniji okoli 90% ljudi, ki ima glede na Evropsko unijo dostop do interneta. In to v normalni situaciji bi to pač lahko reševali s tem, da uporabljaš šolske računalnike, knjižnice, take stvari. V tej situaciji je treba reševati preko donacij. Mislim, da zdaj ne vem, pač različne te naši od Telekoma do A1, do Telemacha dalje, da omenim skoraj vse, po moje, so se precej naredili na tem področju v zadnjem mesecu. Na splošno pa je pač, kar smo mi počeli, je to, da smo dali na voljo vsem šolam v Sloveniji možnost vzpostavitve okolja Office 365, se pravi Office 365, pa Microsoft Teams, kar zdaj uporabljamo, za podporo te pogovorov med učenci in učitelji zastonj. Tako da to je recimo bila ena stvar. Moram tudi pohvaliti in te naše partnerje in našo ekipo, da so veliko v zadnjem mesecu delali na tem, da so podporni materiali ne samo v angleščini, ampak da so prevedeni, da so narejeni prav za uporabo v šoli, ne tako na splošno. In obstajajo zdaj tudi bilo je veliko treningov, seminarjev, mislim, da so še vedno, mislim, da na naši spletni strani slovenski so podatki na voljo, so pa tudi na YouTubeu, če hoče kdo za nazaj pogledati, kako se kaj uporablja, to recimo na tem področju smo veliko delali. Super. Zdaj smo pa že spodbudili naše gledalce in poslušalce, da postavljajo vprašanja, tako da bi šla jaz kar k prvemu vprašanju. Naštejta, prosim, nekaj konkretnih digitalnih procesov, ki bodo po COVID krizi izboljšala življenje posameznikov. Pa bi, Peter, kar tebe prosila. Ja, jaz mislim, da ljudje smo zelo povezani z javnim sektorjem, z državo, vsekakor. In jaz pričakujem, da se bodo izboljšali neki konkretni procesi pač v povezavi s temi administrativnimi postopki. Recimo, jaz, ki izhajam iz startup skupnosti, vem, da obstajajo že vsaj 5 let pobude, da bi se skupščine podjetij digitalizirale, da bi dobili v državi e-notarja. In jaz upam, da bo ta kriza spodbudila ravno te procese, da se bodo res te procesi digitalizirali, recimo tudi volitve. Potem en drug, tudi v povezavi s tem seveda povezan proces je vprašanje digitalne identitete. To so projekti, ki obstajajo na globalni ravni. Vemo, da vedno več aktivnosti delamo ljudje v digitalnem svetu, imamo pa težavo, da nimamo neke enotne digitalne identitete. Torej pomeni, da če grem jaz odpirati
bančni račun na NLB, me bodo tam identificirali. Če bom šel delati potni list na upravno enoto, recimo v neki digitalni obliki, me bodo spet tam identificirali. Ne. Skratka, nekaj v smeri definitivno izboljšanja nekih procesov med nami kot posamezniki in državo. Drugo so tudi tiste finančne storitve. Ne. Zdaj neka infrastruktura za brezstično plačevanje, za digitalno plačevanje je že zdaj obstajala, seveda se bo zdaj to še toliko bolj napredovalo. Tudi Evropska centralna banka je že dala neke smernice v okviru, ravno zaradi posledic te krize, kako še naprej izboljšati te in še naprej digitalizirati te procese. Potem tisto, kar je meni sploh zanimivo, ne, recimo, če vzamemo primer Švedske. Švedska je tam leta 1683 prva uvedla bankovce kot denarno sredstvo in Švedska bo prva država, ki bo leta 2023 postala brezgotovinska družba. Ne. Tako da to, kar se bo poznalo, jaz mislim, da se bo poznalo in na neki te učinki digitalizacije, in na neki mikroravni nekih podjetij, nas posameznikov in na makroravni držav. Ne. Tako da bo sigurno digitalizacija tle služila oziroma ta kriza bo služila kot nek blazen katalizator digitalizacije na vseh ravnih. Kaja, pa še tvoje mnenje, kateri bojo konkretni digitalni procesi, ki se bojo izboljšali? Ne, to bi se jaz kar strinjala, zaradi tega, mislim, če tako gledam, te stvari, ki so lahko hitrejše, ki lahko omejimo kontakte, pa ne da je, recimo, mislim, jaz bi rekla, pri nas se že zelo veliko stvari tudi prej delalo prek e-maila. Jaz vem, da jaz sem se preselila nazaj avgusta in sem morala ugotavljati vse od tega, koliko imam delovne dobe, da vse take stvari. In to sem jaz delala vse prek interneta, vse prek spleta, nisem niti enkrat šla osebno se tja pokazati. Tako da recimo te stvari bodo zmeri hitrejše. To res javna uprava, po moje, bo zlasti izboljšala ene od teh procesov. Drugače pa upam, da tudi kakšne take stvari kot kupovanje na spletu. Ne. Recimo, to smo v zadnjem mesecu vsi videli, da je pač težko priti na vrsto trenutno, ampak po mojem se bojo vse naše trgovine bolj pripravljene ali na take šoke, na take krize in bo veliko več se bo pač mislim, najlažje po mojem meni reči stvari, ki nam bojo olajšale življenje. In to čisti manj časa nam bo vzel, take stvari bojo po mojem najprej se preselile, pa najdalj ostale. Lahko jaz vidim nekaj dodam, ne? Seveda. Je zelo zanimivo gledati neko povprečje, kakšen je ta cikel, ko se spremeni vedenje, recimo nas potrošnikov. In ponavadi je ta cikel 3 do 5 let. Recimo, zdaj ta kriza je pospešila to na nekaj mesecev. Recimo, en zelo dober primer je primer telemedicine. Ta tehnologija oziroma neke aplikacije, platforme obstajajo že 3 do 5 let, sploh recimo na Kitajskem so obstajale že prej, ker si ti lahko prek neke platforme vprašal zdravnika za neko preliminarno mnenje in tako naprej. Ne. Zdaj tekom te krize je to dobil blazne pospeške, ker je zdravstveni sistem toliko zaseden, ker je težko ali pa je nevarno v bolnico. Ne. Recimo tudi Slovenija ni izjema, tudi v Sloveniji ste, mislim, da v marcu začela delovati dve taki platformi. Ne. Tako da jaz mislim, da se bo to, kar je bilo vprašanje, kako se bodo te procesi spremenili, jaz mislim, da se bodo pač mogla podjetja in države prilagoditi tej novi realnosti. Ne. In vemo pa, da ko se pa enkrat spremeni vedenje potrošnikov, pa tako tudi ostane. Tako da jaz mislim, da zdaj ta nek popularnost recimo spletnega nakupovanja bo šla samo še gor. Ne. Ampak zdaj, kako se bodo pa drugi ponudniki temu prilagodili, bomo pa videli. Ne. Recimo, omenjali smo prej digitalne banke. Po mojem vedenju samo ena digitalna banka, Revolut, recimo momentalno ponuja kreditno kartico, predplačniško kreditno kartico, ki jo ti generiraš za 1-2 klikoma in jo potem lahko takoj terminiraš. Ne. Recimo, to je nekaj, kar omogoča zdaj varno spletno nakupovanje. Če jaz kupujem prek nekih čudnih, sumljivih portalov, ne, jaz ne želim dati svoje kreditne kartice tam, čeprav jo moram dati. Ne. Recimo, neka taka tehnološka rešitev ti ravno to potem omogoči. Jaz mislim, da se bo zdaj industrija in država se bosta mogla prilagoditi tej novim okoliščinam, novi realnosti.
Hvala za tole razlago še dodatno, Peter. Zdaj, omenila si ti že Kaja prej, seveda smo zdaj tle vezani popolnoma na tehnologijo, moramo imeti doma določeno opremo, da se lahko virtualno povežemo. Kaj pa s tistimi, ki imajo slabši internet, ki nimajo interneta, ki nimajo določene opreme doma? Zdaj, v veliki stiski je veliko slovenskih otrok zdaj, glede na to, da je poučevanje na daljavo. Jaz moram vseeno tle omeniti in se še enkrat zahvaliti vsem EMČEM članom, ki so donirali računalnike, tablice za otroke po celi Sloveniji in mogoče še enkrat pozvati, če je kdo zgrešil našo prošnjo in poziv, da se mogoče še odzove. Katja je pri nas glavno srce tega. In kaj narediti s tistimi, ki so nekako zdaj digitalno slabšani, kako jih digitalno vključiti v bistvu take? Zdaj, če nekje živijo v nekih hribih, nimajo internetnega dostopa, kaj sploh takim lahko ponudimo? Kaja, mogoče ti? Ne, mislim, to, kar sem prej rekla, mislim, problem je na tem področju, da kakšne take stvari, ki so res bolj sistemske, je težko reševati v krizi. Ja, zato, kakor si zdaj ti omenila, pa kakor sem jaz tudi omenila, zdaj pač je največ možno v kratkem času narediti z donacijami, ker ne moreš zlasti, če niso ne nujno, da pač nimaš interneta zato, ker si ga ne moreš privoščiti, ampak zato, ker živiš nekje v enih hribih, pač ne moreš v hitrem času napeljati interneta. So definitivno rešitve, ki obstajajo od satelitskega interneta do načinov, kako uporabljaš, to ne znam prevesti, ampak mi uporabljamo white space technology, ker je en del nekega elektronskega spektra, kjer lahko tudi s tem deliš internet, ampak pač na kratki rok, v tednu, dveh je to pač težje. Bo pa definitivno po mojem treba, in mislim, to je tudi ena teh stvari, ker mislim, da je pač en teh digitalnih procesov, ki se bojo izboljšali in ki bojo ostali, je to, da bomo morali malo bolj resno gledati, kako hitro pa bolj v šole uvesti od tega, da ne gledaš samo, da imajo otroci učbenike, ampak da imajo tudi dostop do interneta, da imajo dostop do tablic, ali si jih lahko sposodijo v šoli, ali so pač del šolske opreme. Pa to se bo pač moglo dolgoročno definitivno spremeniti. Ali je zdaj eno provokativno vprašanje čisto vmes, ali je zdaj končno čas, da uvedemo informatiko kot obvezni predmet že v prvi razred osnovne šole? Peter. Jaz mislim, da bi to mogli narediti že zdavnaj, ampak ne samo to, tudi več praktičnih primerov. Jaz sem en zelo dober primer, da jaz mislim, da meni pravna fakulteta razen nekega načina razmišljanja ni dala nekega znanja iz prakse, tako da mi vsi smo learning by doing, tako da to je pa še nek dodaten push. Mene sam skrbi to, da spet, prej smo omenjali procese, da te procesi pri nas trajajo. Preden bomo mi spremenili kurikulume, bo to spet lahko zastarelo. Tako da tlele bi mogli dejansko, imamo neke sistemske probleme, da bi mogla celotna država mogoče postati bolj agilna, kot je. Kaja. Ne, to bi se jaz tudi strinjala. Jaz sem študirala mednarodne odnose pa zgodovino, in recimo je tudi na področju, na katerem delam, je sicer fajn vedeti malce o Združenih narodih, ampak to veliko stvari, ki lahko pač ugotoviš s tem, da bereš časopise, pa malo razmišljaš. Tako da recimo jaz sem tudi, bi rekla, način razmišljanja je to, kar je meni moja izobrazba dala. So pa zlasti, tudi smo se mogoče malce prej pogovarjali, preden smo začeli, potrebno je da se otroci že dokaj zgodaj navadijo, da internet ni neki bav, da pač morajo tudi vedeti, kako se varno obnašati na internetu in vse take stvari, ampak da te ni strah, pa da lahko eksperimentiraš, pa da res lahko vadiš nadzorovano, je nekaj, kar bi mogli vsi spodbujati. Zaradi tega, ker je res, da
je res, da pač te tehnologije bojo na vseh področjih z nami. Ni res samo, da moramo vzgajati inženirje, moramo vzgajati ljudi, ki jih ni strah s tem operirati, pa ki na to področje prinašajo potem tudi druge vede, iz družbenih ved, iz umetnosti, iz matematike, na vsem področju, ja? Ampak morajo pa imeti neko osnovo. Zdaj, Peter, prej si omenil Kitajsko, pa meni je zelo pomembno, pa tudi veliko ljudem, vprašanje zasebnosti. Zdaj s to digitalizacijo oziroma s tem, da smo veliko virtualno povezani, se briše ta meja zasebnosti. Zasebnosti je vedno manj. Dobili smo tudi eno vprašanje našega gledalca, ali se nam obeta digitalna diktatura kot na Kitajskem. Ljudje smo pripravljeni na široko odpreti vrata v svoj digitalni svet. Kakšno je tvoje mnenje? Ja, zdaj, zelo zanimivo je bilo spremljati. Jaz sem si kar tako dal kot en tak mikrohobi zadnjih par tednov spremljati ukrepe posameznih držav. Zdaj, kako so nekatere države poskušale uvesti, lahko bi rekel tudi mogoče tako diktaturo, digitalno diktaturo. Recimo zelo dober primer je bil Izrael. Izraelska vlada je v enem trenutku pooblastila notranjo obveščevalno službo, da lahko prosto vdira in prisluškuje telefonom okuženih, brez odredbe sodišča. Višje sodišče je sicer to potem ta ukrep omejilo, ampak je bil pa poskus. Potem so pa še seveda te drugi ukrepi, kako so recimo posamezne države, predvsem azijske, reševale problem tega enforcanja te recimo karantene, ne tle pa sploh Kitajska, ampak dobro, tam imajo zelo centralizirano vse prek tega WeChata, tam praktično danes ne obstajaš, če nisi na WeChatu, oziroma ne moreš nič delati, tako da tam je relativno lahko kontrolirati. So bile pa potem še druge rešitve. Singapur je imel recimo zelo dobro neko rešitev, aplikacija se imenuje Trace Together, ki so si jo ljudje lahko sami naložili prostovoljno. Mislim, da se je 20% celotne populacije to aplikacijo naložili. Namen te aplikacije je bil pa čisto tehnološko preprost, da če sta bila dva človeka skupaj, sta se telefona povezala prek Bluetootha, in če sta bila skupaj več kot pol ure, se je potem naredil nek file, neka enkripcija. Recimo, če se je potem ugotovil, da je nekdo bil okužen, je vlada lahko pogledala, s katerimi ljudmi je bil ta človek v stiku, in te lahko potem obvestila in rekla, v redu, pridi se testirati. Tako da zdaj je nek tak balance med tistim, zelo pomembno bo vprašanje, recimo, kakšne so te aplikacije, oziroma kdaj bodo države sledile neki prostovoljno, ali pa seveda kdaj bodo sledile na neki generalni populaciji na osnovi nekih anonimiziranih podatkov, kdaj bo pa to targetirano. In tle pa je problem, seveda, zato ker mi zdaj, ko gremo v digitalni svet, ko smo prisiljeni uporabljati te aplikacije, seveda puščamo digitalne sledi. Moramo pa seveda tudi paziti mi, kaj zdaj delimo, kakšne podatke in kjer ne. Seveda, ne delimo tistega, kar ni potrebno. Kaja, bi še ti kaj dodala? Ne, mislim, da je bilo tu zelo precizna razprava, ampak meni se zdi tudi, ko gledam vprašanje je bilo, ljudje smo pripravljeni na široko odpreti vrata v svoj digitalni svet, vprašaj. V tem je tudi bistvo tega. Diktatura se nam obeta samo, če bomo to dovolili v resnici. Mi še vedno živimo v demokraciji in pač vprašanje, ali je to prostovoljno, ali je to obvezno, kako je pač na nas, in lahko še vedno, in to velja in za vlade in za firme, pač mi se moramo odločiti, katere podatke smo pripravljeni deliti, pa kjer jih nismo pripravljeni deliti, pa moramo se odločiti, na kakšne zakone, na kakšne predloge smo pripravljeni pristati, pa nismo pripravljeni pristati. In recimo v krizni situaciji se pač eni od teh zakonov lahko mogoče primerni, vprašanje potem pač morajo biti omejeni, mora biti, tako kot je včeraj govorila tudi Nataša Pirc-Musar, da pač imajo sunset clause, da so
po 3 mesecih, po 2 mesecih zapade in pač policija ne sme več slediti in take stvari. Tako da pač ni tako, vprašanje je bolj zakomplicirano kot samo ja ali ne. Odgovor je mora biti malo bolj kompleksen. Kakšno, grem kar k naslednjemu vprašanju, so kar v glavnem anonimni spraševalci, očitno, ker postavljajo težka vprašanja. Kakšno je vajino mnenje, zakaj na primer v šolstvu so druge države bolj agilne oziroma uspešne v uvajanju e-vsebin? Peter. Jaz sem recimo predaval 3-4 mesece nazaj, se ne spomnim točno, obstaja neka organizacija slovenska, kjer so vsi ti predstavniki srednjih šol in ravno tam je bil tudi vprašanje tega kurikuluma, ne. In tam smo se malo pogovarjali o tehnologijah in kako je dejansko težava, da moraš ti predlagati relativno zelo natančen kurikulum, recimo nek predmetnik, ne, in preden ti spravaš čez ta proces, ne, traja to 2 leti in seveda, ko ti spravaš ta proces čez, je lahko to že zastarelo, ne. Tako da jaz mislim, da te države so, ali jaz ne poznam teh šolskega sistema na splošno, ampak so verjetno poenostavile nek sprejem tega kurikuluma. Drugo je pa tudi to, ne, da smo pa ljudje, ampak to jaz mislim, da se v zadnjem času spreminja, da v bistvu vidiš, da si specialist za neko področje, ampak moraš študirati potem oziroma poznati tudi druga področja, tako da je veliko tudi na neki samoiniciativnosti ljudi danes, da ne samo recimo, da si zdaj ti kot pravnik, ampak recimo, če ne boš razumel kot pravnik tudi tehnologije, boš potem težko delal na tem področju. Danes pa pravnik težko preživi, da bi delal recimo samo še družbene pogodbe, ki so že 30 let iste, ali pa recimo pogodbe o zaposlitvi, ki so tudi 30 let iste. Kar pa recimo se lahko zdaj spremeni, ne. Zdaj sigurno en pospešek bo dobila tudi po mojem glede sprememb sama zakonodaja, ki ureja delovnopravna razmerja, ne. Ker recimo relativno rigidna in se ne spreminja kaj bistveno že zadnjih ne vem koliko let, ne, desetletij. Evo recimo zdaj neko delo od doma, na spremenjen način dela, bo pa na to sigurno vplival. Tako da počakajmo, pa bomo videli, na kakšen način bodo države zdaj spremenile svoj način spreminjanja in pač te svoje procese. Kaja, še ti Jaz bi rekla, mogoče samo pač delno je definitivno, kaj je prioriteta določenemu ministrstvu. Ja. Ne samo v Sloveniji, pač pa po različnih državah. In to pomeni, da če pač imaš od vrha nek ukaz je napačna beseda, ampak neko željo, da je pač prioriteta uvajanja učenja na daljavo, digitalnih vsebin, takih stvari, zlasti v javnem šolstvu, pač se to definitivno sliši. Če pa tega ni, so pa lahko ljudje tudi zelo, ja, meni je pač, bom pač delal to, kar sem delal zadnjih 10 let, ne. In recimo, jaz ne morem prav primerjati, ker v Sloveniji, po mojem, nisem bila v šoli že zelo dolgo časa, pa tudi nimam otrok, in pač tudi v resnici tudi v Ameriki nisem bila v šoli, ampak recimo, če gledam zlasti v Seattlu te otroke od mojih sodelavcev, delno je pač tudi to, da imaš tam, ker je zelo veliko šolstva je privatnega, ne, da imaš sponzorje v Seattlu pač od Microsofta, Amazona dalje, ki si tudi želijo, in to ne samo na osnovnošolski ravni, ampak recimo tudi na univerzitetni ravni, ki vejo, da morajo imeti kader, hočejo imeti kader blizu, ne, da jih ni treba nujno seliti, in so potem pač investirali in to mnoga leta v univerzitetne programe, recimo Washington State University in take stvari, ki ne bi nujno drugače tako mislil, da pač na skrajnem severozahodu Amerike, ki je malo bolj odročno, ni lih center za inženirje, za tehnologijo na splošno, ampak so pač skozi leta te velike firme pač skoraj lastnoročno ustanovile. Da samo še nekaj, ja, izvoli. 3 leta nazaj, ko sem bil v Chicagu, ko je bil ta program US Department of State,
smo bili na University of Chicago in so govorili o Future of Education. In Future of Education je bila, da ne bomo imeli več mi pravnikov, ekonomistov, specialistov za marketing, ne, ampak da se boš ti nekako usmeril v poklic, ki te zanima, ne, ampak na način, da recimo, če jaz hočem biti pravnik, ki svetuje tehnološkim podjetjem, bom šel par modulov delati oziroma par predmetov na eno pravno univerzo, potem bom šel na MIT delati par predmetov tehnologije in da boš bil ti v bistvu bolj specializiran za eno področje, ker na dolgi rok, ko se vemo, prihaja avtomatizacija, prihajajo roboti, prihajajo novi poklici, ki bodo veliko bolj specializirani in nekega prostora na dolgi rok za generaliste sigurno ne bo. In zdaj spet, če se vrnemo k vprašanju izobraževanja, če bomo tudi tle v Sloveniji vzgajali neke kadre z nekim generalnim znanjem, vprašanje, kako bodo te kadri lahko konkurirali, ne, na dolgi rok. Recimo, še ena informacija, ne, ena konferenca je bila v Londonu konec lanskega leta in je bil predstavnik Revoluta, tele banke, digitalne banke, ne, in on je rekel, da je v vsakem sektorju imajo vsaj enega data scientista, torej nekega specialista za velike podatke, ne, in tam so pa sedeli na tej konferenci tudi predstavniki, člani uprav naših podjetij, bank, zavarovalnic, ne, in so rekli, da se tega zavedajo, ampak da v Sloveniji verjetno nimaš 10 ljudi, ki bi bili sposobni recimo deliverati neke resne rezultate, kar se tiče big data, pa še v teh 10 ljudi jih je 8 znanstvenikov na Inštitutu Jožef Štefan. Tako da dejansko bo treba pogledati, kaj so profili, ki se verjetno bodo rabili v prihodnje in potem take profile izobraževati, ne pa nekih generalistov. Peter, hvala za ta komentar. To, o čemer si ti zdaj govoril, so v bistvu tudi usmeritve naše komisije za prihodnost dela, ki so kar že nekaj časa v fokusu, no. Pa mogoče tesnejše sodelovanje gospodarstva z izobraževalnimi inštitucijami, univerzami, kar je v bistvu nek model iz Amerike, tudi nekako skušamo pri nas počasi peljati oziroma v to smer navduševati. Tako da hvala tudi za ta komentar. Zdaj, Peter, jaz bi ostala kar pri tebi, ker govoril si prej o taki digitalni, virtualni kreditni kartici, ki naj bi jo ponujal tudi slovenski mBills, kot nam piše gledalec. In zakaj misliš, da ima ta digitalna diktatura v Sloveniji tako negativno konotacijo, da se noben v bistvu ne pogovarja o tem, kakšne so druge opcije oziroma variante, kako bi drugače omejili pač ta virus. Najprej na kartico, potem pa še na to digitalno diktaturo in negativno konotacijo. Ok, to sem vesel, da ima tudi slovenski fintech, da ponuja tako kartico, ki jo lahko narediš z enim klikom in potem takoj zavržeš. To nisem vedel, sigurno pozdravljam. Jaz sem se pogovarjal z 2 članoma uprave 2 večjih bank, 2-3 leta nazaj, ko sem recimo videl to, da ima Revolut, pa recimo banke tega še zdaj niso naredile. Medtem ko to drugo vprašanje, pa jaz mislim, da je predvsem povezano z tem, kdo je zdaj trenutno vodja vlade, in da je v bistvu smo vsi zaradi tega malo bolj pozorni, kaj se dogaja in se bojimo, da se bo pač ta kriza izkoristila in da se bo implementirali neke ukrepe, ki bodo pol trajni. To ste sicer že včeraj govorili, taki ukrepi morajo biti, ampak taki ukrepi morajo biti sorazmerni in predvsem morajo biti časovno omejeni. Tako da zdaj bomo pa vsi mi pozorni, kaj se sprejema, na kakšen način se sprejema in potem pa lahko ukrepamo, kot lahko ukrepamo državljani. Ker dejansko, Kaja, kar izvoli. Jaz bi samo eno stvar še dodala, mislim, delno je tudi to, pač fraza digitalna diktatura je pač že fraza sama po sebi negativna, ne. In da če se pač ta fraza uporablja, potem zapreš zelo hitro vrata kakršnikoli, ne bomo rekla racionalni diskusiji, ampak emocije so takoj vključene. Bi pa zelo poudarila tudi to, da nismo v Sloveniji nek unikat, ne. Tudi pač ne na Kitajskem, ampak tudi v drugih državah, v katerih so razmišljali, razpravljali o tem, kako bi se tehnologijo lahko uporabljala za sledenje in te stvari, so pač bile debate. Ni bilo, da je vlada nekaj predlagala in so bili vsi za. In
meni se zdi, da je to pač sam normalen del razprave in da se pač razpravlja o tem, kako daleč bi lahko šli, kaj bi bilo primerno. In da ni nujno samo to, da smo mi nekako unikatno proti nečemu. Ampak o tem se je pač treba debatirati in pač zdrava debata nam, upam, pomaga priti do boljših rešitev. No, različna mnenja so tudi temelj demokracije, ne? Ne, vidi, tudi recimo v Veliki Britaniji, pa recimo, da je razvita demokracija, kjer imajo nek check and balances med državnimi organi. Tudi tam obstaja pravna podlaga, na kateri lahko vlada zahteva od vseh operaterjev in platform in vseh lahko zahteva, da te platforme posredujejo podatke o njihovih državljanih. Ne? To zdaj ne na neki anonimizirani osnovi, ampak konkretne podatke. Tako da zdaj pa seveda odvisno tudi od same politike in vlade oziroma te eksekutivne veje oblasti, kako bo pa zdaj to izkoriščala, te okoliščine. Ja. Se praktično že zdaj, ko gremo na splet, stisnemo, sprejmem svoje podatke, kar zelo tako na hitro delimo, se niti mogoče ne zavedamo, mogoče v takih trenutkih, ko je bila zdaj polemika prejšnji teden o tem 104. členu interventne zakonodaje, so ljudje malo bolj začeli razmišljati, kar je pa tudi dobro, ne? Da vemo v bistvu, kaj naredimo s tisto potrditvijo, in kaj se z našimi podatki dogaja. Tako da kakšno je vajino še mnenje, recimo, z uporabo teh podatkov, s tem, da ne vem, da je Google pač 131 državam dal na razpolago podatke, kje se ljudje gibljajo, ne zdaj individualno, ampak tako po skupinah, predvsem zaradi zajezitve te širitve virusa. Tako na kratko mogoče, ker smo že zelo proti koncu. Ja, jaz mogoče, da ne bi govorila za Google, ne, ampak meni osebno se zdi, pa za ta specifičen primer, ampak, kakor ste rekli, mi pač vsi moramo paziti, čeprav vem, da je to težko zaradi tega, ker pač se mi zdi, da noben od nas, vključno z mano, ne prebere vseh unih strani, jaz se strinjam s tem, čeprav je bil napredek v zadnjih letih in so pač krajše, bolj nerazumljivo napisane, ampak je še vseeno, moraš skoraj biti pravnik. Ampak te vrste združenih, agregiranih, anonimiziranih big data, velikih podatkov, se mi zdi, da so lahko zelo koristne za družbo, ne? In da pač ne smemo gledati samo, da je to tak velik bav, od tega, od pač zdaj gledati za koronavirus, do tega, kako upravljati z prometom, ob katerih časih so te prometne konice, ne vem, na avtobusih, na podzemni, v resnici vse te stvari lahko zelo koristijo, ne, v dolgoročno, samo pač, kakor vse druge stvari, moraš pač malo razmišljati, pa moraš paziti, kaj si ti osebno pripravljen dodati. Jaz na primer za Google Maps, jaz sem odkljukala, vsak mesec mi pošljajo, kje sem bila v zadnjem mesecu, pa jaz zdaj pač, in se mi zdi zanimivo, ne da bi in ziher 100% koristi Google, bolj kot koristi meni, ampak recimo v tem primeru zdaj, ko so agregirali podatke, se mi zdi pa, da je bila zanimiva uporaba, pa da je definitivno koristna. No, jaz bi tudi pol zaključil z Googlom. Spet plusi in minusi, to, da je zdaj Google dal vladam na razpolago te podatke, anonimizirane podatke, na katerih bodo lahko vlade potem delale na raznih modelih, to je sigurno pozitivna stvar. Po drugi strani pa lahko nas zelo skrbi pa koncentracija tega zbiranja podatkov v določenih podjetjih. Ne. Recimo Apple že tako ima veliko podatkov o nas, recimo zdaj s temi pametnimi urami zbira še dodatne zdravstvene podatke o našem stanju. Ne. Tudi Google je lani novembra za $2 milijardi, mislim, da kupil podjetje Fitbit, ki je neko podjetje, ki tudi ima neke pametne ure in fitness naprave, ki spet zbirajo osebne podatke o nekem zdravstvenem stanju človeka. Ne. To je pa tisto potem, kar nas lahko skrbi. Ne. Ta koncentracija
velikih količin osebnih podatkov znotraj posameznih platform. Ampak jaz sem prebral eno zelo zanimivo knjigo o teh 4 največjih platformah, Facebook, Apple, Google, Amazon, in tam piše, kakšna bo na koncu rešitev. Ali se bodo te platforme pojedle med sabo, ali pa jih bo zakonodaja oziroma zakonodajalci oziroma vlade jih bodo razbile, kot so že na začetku 20. stoletja razbili Standard Oil. Tako da bo zanimiv spremljati. Peter, pa vsem preden končamo, si dobil še vprašanje na temo, ki je tebi zelo ljuba. Peter, kaj pa blockchain? Je tukaj tudi priložnost v tem času in na čem se konkretno zdaj dela? Blockchain, omenil sem prej digitalno identiteto. Na svetu momentalno obstajata, vsaj jaz vem, za 2 velika konzorcija, v katerem so res velika podjetja, ki delata na projektu te digitalne identitete, ki bo prenosljiva po internetu, in oba dva delata to konkretno rešitev na nekem private chainu. Potem pa tudi druge rešitve, recimo zdaj obstaja nekaj tehnoloških pa tudi pravnih izzivov za recimo elektronske volitve, ampak blockchain spet je tehnologija, ki to omogoča. Še tisto, kar je pa največja dodana vrednost blockchaina, je pa, da je to verjetno tehnologija, ki je najboljša za enkripcijo. Mi vemo, da Bitcoin obstaja že več kot 10 let, vemo, da so ga probale shekati to kodo različne vlade, hekerji, nobenemu ni uspel. Tako da blockchain se je izkazal kot tehnologija idealna za enkripcijo, vemo pa, kaj danes pomeni enkripcija. To sploh v luči trenutne situacije, ko smo toliko več na internetu, bo ta enkripcija toliko bolj pomembna. Torej, Kaja, še za tebe, lahko zaupamo digitalnemu ekosistemu? Jaz bi rekla ja. Samo moramo biti pa previdni. Vse od tega, da recimo, če omenim samo nakupovanje na internetu, če je možno, uporabljajte znane strani, pogledajte, kakšne ocene ima, poskrbite, da je tam HTTPS kratica na začetku in pa uporabljajte različne pasporte in pa zlasti aplikacije, ki vam pomagajo uporabljati različne passworde, recimo jaz uporabljam LastPass. Tako da jaz bi rekla, kar je zadnji mesec pokazal, definitivno lahko zaupamo. Sistem se ni sesul, čeprav so grozili, da se bo, in je internet očitno lahko funkcionira in lahko je zelo veliko uporabnikov na njemu, ampak rekla bi pazljivi moramo biti. Pa ne samo kot posamezniki, ampak tudi kot firme, kot države in se več pogovarjati o teh stvarih. Absolutno smo presegli za 2 minuti naš čas, kakor nas je že opozoril Kaja, tvoj štirinožnik. Tako da jaz se vama obema, Kaja, Peter, res zahvaljujem za ta pogovor. Jaz sem se veliko novih stvari naučila, upam, da tudi ostali. Zdaj pa še povabilo, vidimo se spet jutri bo z vami Brina. Tema pa bo, kakšen je poklic novinarja v času koronavirusa in kako se boriti proti lažnim novicam. Gosta pa bosta Novica Mihajlović in pa Jure Tepina. Hvala tudi MČM patron članom, ki jih vidite na svojem ekranu, zato da omogočate MČM Coffee to Connect dogodke. Hvala vsem, lepo se imejte in lep dan, ostanite zdravi. Adijo. Hvala.